več, naj bo izobčeno, upijejo en na drugega. Štrosmajer pa spodaj na govorniškem odru, takole gor upijejo na on pa nazaj. Jaz imam pravico tole povedati, takole mislim, pustite me, da govorim naprej. In se je tista seja končala v splošnem upitju. Ko da je tisti kandidat je vodil sejo, je ta velik zvonc vzel, pozvonil, da jih je umiril, konc seje. To lepo pove, pokaže vzdušje. Potem pa, tak, nam še bližje primer. Pred leti smo mi imeli simpozij, smo imeli različne simpozije o naši slovenski vsebnosti, smo imeli simpozij o Slomškovem nasledniku, to se pravi o škofu Stepišniku, mariborskem škofu. Stepišnik je namreč bil kot lavantinski mariborski škof na koncilu, to je bil čas koncila. In takrat so dobili vsi koncilski škofje, so dobili takole osnutek te sheme in je bilo takole, vidite, na eni strani besedilo osnutka, tule pa prazen prostor, da lahko pišejo svoje pripombe in da potem v debatah oni svoje pripombe tudi povedo. Jaz sem takrat škofa Stepišnika študiral in sem se dokopal, najdu sem tele njegove zapiske, kaj je on na tiste osnutke pisal. In ko on študira tole, pa pravi, ko on sam grunta v sebi, kaj bo, če koncil razglasi papeževo nezmotljivost. Pazite, kaj on napiše. Pravi, če bo tako, potem bo papež lahko rekel, tako kot je nekdaj francoski kralj sonca, sončni kralj, l'église c'est moi. Ludvik XIV je rekel, da sem moi, država, to sem jaz. In če razglasijo nezmotljivost, bo papež lahko rekel, cerkev, to sem jaz. Ker bo papež rekel, tako bo. To misliš, škof Stepišnik. In on je bil in je zelo zanimivo, to so bile izredno demokratične debate, daleč od kakšne ustrahovanosti, da škof je ne bil brez pregovoriti. Ko se veliko krat mislijo, tam je pa vse tako ponižno, noben ne upa nič kaj povedati. On ne, so bile krepke debate. In so se ti škofje, ki so bili v manjšini, ki je prišel potem, mislim, da je bil 17. julij, leta 1870, ki je bilo dokončno glasovanje, a se to sprejme ali ne, nekaj dni prej so ti škofje rekli, v redu, če bo tako, vidimo, kam gre, vse skupaj, mi zapustimo koncil. In so šli domov. Tudi Stepišnik je šel domov, ni ostal na koncilu. In potem je izglasovana. Treba je pa reči, glejte, takrat so bile tudi med evropskimi vladami mnoge debate, kaj bo, če bo razglašena nezmotljivost, potem bo papež lahko tudi politiko obravnaval, potem bo politikom ukazoval, da tako morate imeti take odnose, mora imeti ta država, s to državo tako naprej. Skratka, papež bo potem vse posod vse. No pa tista nazadnje razglašena dolgo zelo jasno pravi, da je papež nezmotljiv samo takrat, ko govori ex cathedra kot Petrov naslednik in sicer v zadevah vere ali morale. Torej samo takrat ex cathedra kot Petrov naslednik in v teh zadevah vere ali morale. Ne pa kakšnih drugih zadevah. In če se šlo potem vpraša, glejte, kdaj je pa papež zadnjikrat govoril bi rekel, pod pečatom nezmotljivosti. 1950, ko je bil 12. razglasil dogmo o Marijinem nebovzetju. Glejte, Janez Pavel II. Je napisal tokle knjiga, ne pa še nekaj zraven, raznih okrožnic. Pisal še nič govorov in nešteto. Glejte, on nikdar, pa je bil dolga leta je bil papež, 70 let, če sem, on nikdar ni govoril kot nezmotljiv. Torej, za 25. noben papež ni govoril kot nezmotljiv. Noben se posluževal te dogme. Tako da, to ni tak bav, kot so se ga takrat
bali so mislili, ali pa kako recimo, da je naša učiteljica v šoli vedela povedati, kaj je papeževa nezmotljivost. Profesor za matematiko. Ja. Tudi sem se zapomnil, kaj pomeni, da je papež nezmotljiv. Je rekla, vi znate matematiko za 3, jaz, ki sem profesorica za matematiko za 4, papež je nezmotljiv, pa zna matematiko za 5. Pa smo vedeli, kaj je nezmotljivost. Ja. Preden dava priložnost tudi za kakšno vprašanje iz občinstva. Pametno se je zavedati, da so vsi ti zgodovinski škandali, vse ti fenomeni, ki so se pojavili v zgodovini cerkve, na nek način znamenja časov, ki jih je s časom cerkev sama prežvečila in poiskala rešitve za nje. Rešitve za te škandale praktično vedno pridejo iz cerkve, ne od odzune, po neki naravni poti. Se pa zdi, da v današnjem času zlasti zahodna družba sili cerkev, da bi se še naprej reformirala, preoblikovala, ob čimer pozabljamo sloviti izraz, da je eklezija semper reformanda, se pravi, da se vedno preoblikuje, vedno spreminja, vedno raste, vedno napreduje. Po vašem mnenju, kakšno reformo bi družba želela od cerkve, ki si pa seveda cerkev ne more približati zaradi svojega poslanstva? Ja. Vidite, tu mi pride takoj na misel vprašanje, kot so ga tudi meni postavljali razni novinarji, recimo po smrti Janeza Pavla II. Čakamo novega papeža, pa potem po odstopu Benedikta, kakšen bo nov papež, kaj? Jaz sem rekel, veste kaj? Isti evangelij bo znanjem, kot ga je njegov predhodnik, verjetno s kakšnimi drugimi poudarki, na način, ki se bo njemu zdel sodobnejši, sprejemljivejši za svet, v katerem on živi in deluje, ampak isti evangelij. Namreč, vidite, če govorite o reformah ali pa o pričakovanjih, kako ne bi se cerkev spreminjala. Vidite, jasno je, to je treba poudariti, kot sem rekel, isti evangelij bo znanjem. In nekateri so mislili, ja, zdaj bo pa papež to ukinil, pa ono bo ukinil, pa na to bo priznal, da bo pa najkrat en nov papež, ki bo hotel biti modern, pa ki bo hotel biti všečen, bo rekel, ja, se abortus ni nič hudega, ali pa kaj tam, pa eutanazija, to je čisto nekaj normalnega, ali pa sploh takele stvari, ja, ki jih tale zahodna permisivna družba odobrava, celo zahteva, ja, pa bo papež tudi tako. Tudi Frančišek je jasno dal vedeti, glede tega misli tako, glede tega tako, kot je cerkveni nauk, evangeljski nauk in tega on ne bo spremenil. Glede načina je pa jasno, da je Frančišek gotovo v marsičem drugačen, kot je bil Benedikt, drugačen, kot je bil Janez Pavel II. Vidi tudi, jasno, da vidi, da so novi problemi, drugačni problemi, ki se jih mora lotevati, ampak v jedru pa ostaja, jasno, ne more drugega, v jedru pa ostaja pri evangeljskem nauku. Dejstvo pa je, kot ste rekli, cerkev se vedno mora reformirati, vedno se prenavlja. To vidimo že v začetku apostolskih delih, če beremo pozorna apostolska dela in potem stalno. Zakaj? Zato, ker se cerkev tudi zaveda, da je tudi grešna, da je izpostavljena človeški slabosti, grešnosti. Glejte, jaz sem študentom veliko tudi tole rekel, ko smo imeli že ponavadi na začetku, preden začnemo obravnavati cerkev skozi njeni 2000 let. Glejte, mi molimo verjamo v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev. Sem rekel, pogledajte, pa tudi grešne, čeprav mi ne rečemo, da verujemo eno grešno sveto in grešno cerkev, pa je tudi grešna. Stalno je tudi grešna. Stalno se mora spreobračati, stalno, bi rekel, iz grehov ven, pa stalno iskati boljše, dobre rešitve. To je pa njena zgodovina pravzaprav. Skozi 2000 let in vidimo tudi danes, koliko je pomanjkljivosti, pa tudi greha znotraj cerkve. In vidimo, mora se vedno prenavljati in se posvečati. To je pravzaprav stalna naloga cerkve. Temu se mi da ne bomo mogli izogniti.
V tem oziru vsekakor tudi takšna knjiga s obravnavanjem starodavnih škandalov lahko poudari, da je zgodovina tudi učiteljica naših življenj, kot radi rečemo, v sodobni, torej da znamo iskati optimizem in poti za rešitev sodobnih škandalov. Ja. Torej teh bi se dogajalo v sedanjem času. Če spet še tole, prav glede tega avtorja, naj pa rečem, namreč, ker tolikokrat vidim, lepo se piše o cerkvi, predvsem v luči raznih škandalov, da ne govorimo seveda o naših medijih, in imamo tudi seveda veliko literature. Recimo, jaz se dobro spomnim, še pred leti sem pravzaprav to zasledil, so že nekaj let od tega, nemški avtor Deschner je naredil celo zbirko prav čisto po obdobjih in skupen naslov te njegove zbirke je Kriminalgeschichte der katoliške kirche. In seveda obravnava vse pod vidikom škandalov. Vejte, če pozamemo mi tole knjigo v roke, je pa treba reči, da tale mož, da se je pa potrudil, da ima si kakšno stvar drugače videl, ne samo pod nekim že a priori negativnim vidikom, ampak je skušal pogledati v okolje, v katerem se to ali dogajalo in potem se vidimo seveda zadevo čisto drugačno. Če omenim, če lahko še toliko, samo en primer, papeža Aleksandra VI., Borgica, Katalonca, to je v zgodovini zapisan kot razvratnež, kot eden najbolj vrštrlečih renesančnih papežev, kot tisti, ki je povzročil škandale, po cerkvi res škandale. Tale avtor pa dobro opozoril na nekatere stvari. Recimo, tedanje okolje je bilo čisto drugačno, kot je današnje. Recimo, takrat so imeli mnogi crkveni ljudje svoje priležnice, so imeli svoje otroke. Od papeži, ni edini, Aleksandr VI., ni edini, imam eno knjigo, recimo Papst Kinder. Zanimivo branje. Torej, drugače so ljudje gledali na to in se še zdaleč niso tako škandalizirali in nadgledali Aleksandru VI., kot se zdaj nekoliko skušajo predstaviti čim bolj negativno luči. Predvsem pa ta zgodovina dobro podarja eno pomembno dejstvo, namreč o njem so največ pisali pač tile zgodovinari z rimskega kroga, Rimljani, Italijani. Tam so pa šli namreč, Aleksandr je bil Borgec, Španc oziroma Katalano. In z njim so prišli kar številni Katalanci v Rim, tako da so kar precej gospodarili po Rim, to je šlo strašno na živce Rimljanom. In so skušali prav zaradi tega Aleksandra in sploh vse Borgice predstaviti čim bolj negativni luči. Tako da mnoge stvari, da je treba jemati zelo, zelo previdno, cum grano salis, kot so včasih rekli, zelo previdno in pod vprašanje, res tako, kot pišejo, ne? Mislim, to je in še se ponavljajo taki primeri, ko tale avtor res pokaže, to in to se dogaja, ampak čisto drugače vidimo, ne, če upoštevamo vse to okolje, kakršno je bilo. Ali recimo, govorijo papeži Ivani, prav zanimivo, kaj govori, ko papeži Ivani, ne? Ena punca naj bi bila, se lepo štimela tako, da se je zadnje ime za fanta in za papeža izvolite. 855. naj bi bila ta papežinja. No, pa avtor dobro povi, kratko pa jasno, kateri papež je bil do 855, kateri njegov naslednik, vmes ni bilo prostora, niti ne prostora še za neko drugo osebo. Predvsem pa povem nekaj, da se je ta pripoved o papeži Ivani, da se začenja pojavljati v 13. stoletju. Bila pa je naj bil 19. stoletju, prej sploh niso vedeli, zakaj je zdaj ta. Takrat se pa začenja pojavljati in seveda jo z veseljem prepisujejo. Tako kot danes slovenske novice z veseljem pripovedujejo škandali in to je najbolj brano čtivo. Najbolj zanimivo. Drugače pa pravim, ne?
je pa ozadje recimo o tem, ker so pa prav v tistem času, so pa v Rimu bile neke zelo močne, vplivne ženske, predvsem je tu mišljena Marocija še posebej, ne? Ona je pa tako vplivna, da je pravzaprav bila senatorica. Dejansko je bila ona voditeljica Rima takrat, ne? In je gospodarila nad rimskimi rodbinami in tudi nad papeži. Tudi papeži so bili žal vse preveč pod njenim vplivom, včasih kar malo preveč lutke v njenih rokah. To je pa dalo potem na nek način, domneva se, ne, tisto zgodovinsko ozadje, češ, da bi bila takrat ena papeža. Dejansko bi pa dale Marocija, ki je gospodarila pač po Rimu. Kakšno vprašanje morda? Bi želeli slišati še kakšno osvetlitev, kakšne mračnega obdobja? Ja?